tako prvi mož Cimosa pred slabim mesecem dni. Računamo, da bodo banke in drugi upniki izvršili konverzijo tako, kot je bila predlagana, in ne računam, da se bodo stvari zapletale. A z gotovostjo si tega danes, tik pred zdajci, vse pred kamero, ne upa napovedati nihče. Tudi na družbi za upravljanje bank terjatev skrbno mirijo besede in poudarjajo, da še vedno tečejo intenzivna dogovarjanja med vsemi vpletenimi. Drugače povedano, veliko upnikov, veliko interesov in seveda neprijetnih prilagajanj. Jutri bi morali partnerji torej zaključiti s podpisovanjem konverzije terjatev v kapitalu vsaj v višini 112 milijonov evrov. To je najnižji znesek, ki bi omogočil odpravo insolventnosti in s tem poravnavo zapadlih obveznosti. Skupina Cimos dolguje bankam 350 milijonov evrov, lani pa so zaradi odpisov vrednosti premoženja pridelali tudi 122 milijonov izgube. Marca so razglasili plačilno nesposobnost, začela so se pogajanja z bankami. S 35 milijoni evrov, ki jih je vlada v lanskem letu odobrila Cimosu, so poplačali dobavitelje, delno stabilizirali poslovanje. Padec Cimosa bi po ocenah Banke Slovenije povzročil za kar pol milijarde evrov negativnih učinkov. A kaj največkrat botruje tako hudim finančnim spodrsljajem nekoč odličnih poslovnih sistemov? Jaz vidim glavno težavo v tem, da so se vedno bolj začeli oddaljevati od osnovne dejavnosti. Skratka, bili so uspešni lahko recimo v osnovni dejavnosti, potem so šli pa še dodatne posle, se za to zadolžili in seveda te investicije se niso potem izkazale za uspešne. Drugi opozarjajo, da se z dokapitalizacijo rešuje predvsem terjatve bank, kar pa ne vpliva na izboljšanje poslovanja podjetja. Banke morajo biti sposobne tudi mogoče čez 2, 3 ali 5 let najti kupce za ta podjetja in se potem umakniti iz podjetja. To, da država stopa z denarjem, je pa seveda čisto navadno podpiranje le nove banke. Nasveti, ki bi jim kazalo prisluhniti.